Leta 2017 se je začela zgodba Volkswagenove uspešnice, ki se nadaljuje še danes in se bo verjetno tudi naprej. Več kot 2 milijona jih je že izdelanih in samo lani je v evropske garaže zapeljalo 200 tisoč novih T-Rockov, pa je bil model v bistvu star že 7 let, kar samo priča o tem, kako zelo zaželen je. Osnova je bil Golf, to je bil tisti pravi povišan Golf, v katerem se sedi više, avto pa izgleda malo bolj robustno. Točno to, kar danes večina išče, ko menja svoj stari nizek avto. In voznikom in voznicam, jasno, je bilo zelo všeč to, da ni bil toliko večji od Golfa, ker vsak pač ne želi in niti ne rabi tako velikega avta. Leta 2019 je potem prišel še nabriti T-Rock s kar 300 konji in 4-kolesnim pogonom, še leto kasneje pa celo kabriolet. Z njim sem šel celo na jug Dalmacije, ker smo ga dobili na test raven sred zime in se mi je zdelo pošteno in pravično, da ga preizkusim tudi v bolj toplih krajih. Čeprav je bil narejen na isti osnovi kot klasični T-Rock, so bili skoraj vsi paneli karoserije drugačni, avto je bil pa pravi posebnež, ker takšnega kabrioleta pač ni bilo na cestah. Ni bil huda uspešnica, sem pa celo pri nas videl enega ali pa dva. Zvezda tega večera, oziroma tukaj na zahodu Portugalske še dneva, je pa seveda takšen T-Rock druge generacije. Tudi pri novem je platforma enaka kot pri Golfu 8,5, torej NQB Evo, kar prinaša številne novosti in izboljšave. Je pa novi tudi precej zrastel, kar 12 cm v dolžino, malo manj potem medosna razdalja za 3 cm, medtem ko se širina in višina nista bistveno spremenili. Je pa bolj aerodinamičen. Evo, za 10% je boljši pri rezanju zraka, zdaj ima koeficient 0,29. Prirastek seveda pomeni, da je v kabini zdaj malo več prostora, predvsem zadnji se majčkeno bolj sedi, raven tisti 3 cm pri medosni se tukaj direktno poznajo, ker je 3 cm več prostora za kolena. Ima take malo drugačne kljuke, to je tudi zanimivo, drugače ima prtljažnik za 30 litrov večji, zdaj ima 475 litrov in to je bistveno več kot pri Golfu. Evo, je res velika luknja. Največjo razliko pa boste videli in tudi občutili spredaj, ker so kabino izdelali iz precej kvalitetnejših materialov. To smo učitali prvi generaciji, da ni bila dosti kvalitetna, zdaj pa so se pri Volkswagenu potrudili in tukaj pritiskamo na mehko plastiko, tudi nekaj tkanine je tukaj zgori. Pač lastniki Volkswagenu se očitno radi tudi dotikajo svojih avtov. Meni je pa še bolj pomembno, da se res dobro sedi, da lahko voznikov sedeš tudi ergonomski in da si vse skupaj nastavim točno tako, kot si želim. Tudi ta zaslon je zdaj super urejen z bližnjicami in logičnimi meniji, čeprav sam vseeno pogrešam tukaj spodaj še prave gumbe namesto teh na dotik občutljivih drsnikov. Sem vprašal, zakaj jih niso zamenjali, ker nikomur niso bil všeč že pri njihovih prejšnjih avtih, pa so mi odgovorili, da je bilo malo prepozno, ker so že začeli razvoj tega avta in da bo mogoče na voljo to kdaj ob osvežitvi. No, bomo videli. Saj se tudi s tem gumbom da, oziroma je kar lažje tukaj potem na volanu ali pa s tenim okroglim, ki je nastavljiv, tukaj si lahko tudi nastavljaš vozne programe. Pa še ena top zadeva, tukaj vmes je zdaj 5,5 litra velik predal. The best. Da bo T-Rock še naprej najbolje prodajan SUV v Evropi, ga morajo poganjati primerni motori in tukaj vem, da si bo marsikdo oddahnil, ker so še vedno precej klasični. Ok, dizelskih ni, je pa cel kup bencinskih opcij, osnova je že dobro znani 1,5 litrski turbo bencinski 4-valjnik, ki je zdaj blago hibridni, moč pa je 85 ali 110 kW, torej 115 ali 150 konjev. Naslednje leto se mu pridruži še 2-litrski ETSI 150 kW, to je 204 konji in seveda 4-kolesnim pogonom 4Motion. Še leto kasneje pa tudi R s kar 245 kW, to je 333 konji in vektoriranjem navora zadaj. Ta bo pa letel. In tudi ropotov, ker ima zadnja Krapoviče. Bo pa Volkswagen naslednje leto poleti predstavil tudi čist nova polna hibridna pogona v T-Rocku, oba bosta za osnovo uporabljala 1,5 litrski motor, sistemska moč pa bo 100 ali 125 kW, to je 136 ali 170 konjev. In raven ta znata postati najbolj priljubljena v prihodnosti. Pri nas bo v začetku januarja, ko bo tudi domača premiera, potem pa prvi T-Rocki že zapeljajo v slovenske garaže. Vem, da ta avto nekateri že zelo težko čakate in lahko vam zaupam, da se ga upravičeno veselite, ker že po tej prvi kratki vožnji deluje zelo fajn.
Še vedno ni prevelik, malo več prostora ima kot prej, lepo se pelje, dobro izgleda, ena takšna fajn kombinacija vsega je in to je avto, ki ga Volkswagen v tem času res potrebuje.